Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Atenah. Atene so bile v osrednji Grčiji pravi biser. Mesto, ki je nastalo na čudoviti kvadratasti skali, imenovani Akropola, kar pomeni zgornje mesto. Akropola se je veličastno dvigala nad Atiško planoto in ni čudno, da je zaradi svoje varnosti in bližine morja postala privlačna že v mikenski dobi. Tamkajšnji prebivalci, Ionci, so se imeli za avtohtone domače prebivalce Grčije. Čeprav so bile Atene sprva sestavljene iz več majhnih skupnosti, po legendi naj bi jih bilo kar 12. Zgodba pravi, da je vse te skupnosti združil legendarni junak Tezej. Čeprav je to verjetno malce olepšano, se Atene dejansko poenotile šele v 7. stoletju pred Kristusom, ko so postale glavno mesto pokrajine. Najprej so Atene imele kralja, vendar so ga plemiči leta 682 pred Kristusom odstavili. Adijo kralj, so rekli fantje. In mesto je začelo upravljati 9 arhontov. Ti arhonti so bili nekakšni elitna ekipa, ki je vodila vojsko, skrbela za bogove in sprejemala zakone. A stvar ni bila poštena. Arhonti so bili večinoma bogataši, eupatridi, kar pomeni tisti z dobrim poreklom. In kmalu je bilo jasno, da se zadeve obračajo predvsem v njihovo korist. Preostali prebivalci, zlasti kmetje, so se začeli upirati, saj je nepravična delitev premoženja in dolgov kmalu sprožila veliko družbeno krizo. Tako je leta 621 pred Kristusom na sceno stopil Drakon. Prvi, ki je uredil zakonske predpise, a so bili ti tako strogi, da se danes uporablja izraz drakonski zakoni. Za vse brutalne zakone. Ja, Drakon ni varčeval s kaznimi. Smrtna kazen je bila kazen za marsikaj in je bila popolnoma običajna. Smrtno kazen si je dobil, če si ukradel kilo zlata ali pa če si ukradel 2 jabolka. Ampak vse odpravil je krvno maščevanje in vzpostavil mestno sodišče, kar je bil nek napredek. Potem pa je prišel Solon. On pa je bil pravi junak Aten. Zaslovel je že prej, ko je Atena med vojno z Megaro pomagal zavzeti strateški otok Salamin. Leta 594 pred Kristusom pa so ga izvolili za arhonta. In njegov glavni cilj je bil rešiti mesto iz kaosa. Mnogi prezadolženi Atenci so se soočali s suženjstvom ali izgnanstvom. Solon se je odločil, da ne bo kar sedel križem rok. Odpustil je dolgove in vrnil zemljo mnogim kmetom. Uvedel je zakone, ki je preprečeval, da bi se ljudje zadolževali za svojo osebno svobodo. Torej, nobenih več suženjstev zaradi dolgov. Poleg tega je Solon uvedel nov politični sistem, demokracijo, kjer so ljudje deljeni glede na svoje premoženje. Če si bil zelo bogat, si lahko kandidiral za najvišje položaje, kot so arhonti. Ampak tudi, če nisi bil milijonar, si še vedno lahko sodeloval v politiki. Saj je Solon poskrbel, da so bili vsi razredi vključeni v politiko. Celo najrevnejši so lahko sodelovali v ljudskem zboru in sodiščih. Solon ni bil samo politik, ampak je tudi pospešil gospodarski razvoj. Uvedel je ionski merski sistem in denar. Da bi Atene postale gospodarsko naprednejše, še več, začel je dajati državljanstvo tujim obrtnikom, da bi jih privabil v mesto. Tako so Atene postale še večje in bogatejše. Solon je prav tako moderniziral družbo s številnimi zakoni, ki so preprečevali, da bi očetje kar tako prodajali sinove ali da bi nekdo ostal brez izobrazbe. Po Solonu pa je na sceno stopil Pezistrat, in to na zelo premeten način. Pretvarjal se je, da ga preganjajo sovražniki, zato je prepričal meščane, da mu dodelijo osebno stražo. In kaj je naredil za osebno stražo? No, zasedel je Akropolo in postal tiran. Ampak ne tak zlobni tiran. Pezistrat je bil pravzaprav zelo priljubljen. Pomagal je kmetom, znižal je davke, podprl obrtnike, gradil vodovode in ceste, ter uvedel nove kovance z motivom sove, simbolom boginje Atene. Celo Homerjeva epa Iliada in Odiseja sta v njegovem času dobila svojo dokončno obliko. Atene so pod njim postale cvetoče mesto, znano po umetninah in trgovini. Po njegovi smrti pa sta Atene podedovala sinova Hippias in Hipparh. Zadeve so šle nekoliko po zlu, saj so močne družine in demokrati v tujini skovali zaroto, ki je privedla do tega, da je Sparta posredovala in zrušila tiranijo. Nato je na oblast prišel Klejstein.
pravi reformator demokracije. Vse prejšnje delitve in spori med strankami so povzročile težave. Zato je preuredil Atene v 10 novih upravnih enot, ki so združevale različne dele mesta, podeželja in obale. Tako je Klesten poskrbel, da so vse rodovne in družinske povezave, ki so ovirale enotnost države, šle po gobe. Oblikoval je svet 500-ih, ki je vsaka pokrajina vodila državo 10 leta. Demokracija je zacvetela, državljani so bili izenačeni in Atene so bile na poti, da postanejo ena najmočnejših polisov v Grčiji. In tako so Atene postale simbol napredka, kjer so ljudje lahko napredovali na podlagi svojih sposobnosti, ne pa zgolj zaradi rodu ali bogastva. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.